Spoznanje, da smo zboleli za težko oziroma smrtonosno boleznijo, pomeni izgubo. In človek na tako izgubo se odzove tako, kot bi izgubil ljubljeno osebo ali pa bi izgubil eno pomembno stvar, mi rečemo psihologi, objekt v življenju. In gre skozi vse faze žalovanja, od zanikanja do jeze, do teh neskončnih analiz, zakaj ravno mene in tako naprej. Mi smo vsi umrljiva bitja in s tem živimo. Samo ko zvemo, da se nam bliža naš rok, naš datum, je odvisno, koliko smo na to pripravljeni. In seveda, mi nekako kot družba sprejemamo dejstvo, da smo nekje od 70. 80. leta naprej tudi pripravljeni na nek konec. Ampak to dejstvo zelo težko sprejmemo pri 15, 17, boh ne daj seveda tudi mlajših letih, ne? In potem, bomo rekel, v teh zrelih letih, ki naj bi pomenila neke vrste vse tisto, česar si v življenju želimo, ne? Da bi ga užili na polno, da bi ga na polno živeli, brez skrbi, kaj bo naslednji dan. Seveda je tukaj ta neozdravljiva bolezen, ki prinese to informacijo, ne, na drugačen način, kot sem rekel, ki jo že imamo, torej da smo umrljiva bitja, jo prinese na tisti neposreden način. In takrat seveda se soočimo, kot sem rekel, z izgubo. In to boli. Hkrati pa se pogosto v takem trenutku lahko zavemo življenja. In to je tisto, kamor jaz peljem ljudi, s katerimi delam, ne, da se zavejo življenja, ki ga sedaj živijo. Poglejte, tako kot je blagoslov, če smo zdravi, ne, in je prekletstvo to, da zvemo, da smo na smrt bolni, ne, tako lahko v tem blagoslovu, ne, tega občutka, da je naše življenje še dolgo in da nas čaka še veliko stvari, lahko zapademo v samoumevnost tega dejstva. In poznam ogromno ljudi, ki so telesno zdravi, ampak navznoter ugasnjeni, ker čisto preprosto ne cenijo tega samoumevnega dejstva, da so zdravi, da lahko počnejo v navednicah, kar želijo, da se lahko gibajo, kakor hočejo, jejo, kar hočejo, se ukvarjajo s katerimkoli športom, ne, brez nekega strahu, da se jim utegne ob tem nekaj hudega pa nepovratnega zgodi. In seveda ta samoumevnost je dostikrat prazna v sebi in tudi boleča. Po drugi strani pa ti ta občutek končnosti in to soočenje z dejstvom, da si tukaj in zdaj morda zgolj še nekaj časa, pri veliko ljudeh pomeni, skoraj bi, če mi dovolite uporabiti to besedo, jih razsvetli z radostjo in veseljem tega trenutka. Za radostjo, da sem zdaj tukaj. Seveda ta radost nosi hkrati tudi otožnost, ker vemo, da je to minljivo. Ampak ta minljivost ravno, tako bi rekel, zaokroži to bistvo sreče in zadovoljstva, da smo zdaj s svojimi najbližjimi, da zdaj gledamo en lep dan, da smo zdaj v enem lepem in prijaznem okolju. Tako da tukaj se prepletata bolečina in radost v enem neločljivem čustvu. Meni se je velikokrat zgodilo, ko sem delal z ljudmi, da so ljudje potem, ko so recimo zboleli za rakom, imeli srčni infarkt in tako naprej, torej te bolezni, ki te dejansko pripeljejo do roba življenja, ne? In potem rečejo čez nekaj let, da to je bila najboljša stvar, ki se jim je zgodila. Ne? Seveda zakaj? Zaradi tega, ker smo potem prevrednotili vrednote, smo se zavedali in se še danes zavedam pomena vsakega trenutka, objema s svojimi otroci, znam priti domov, znam biti doma, znam užiti življenje, ki mi je dano, do katerega koli trenutka bo. In sem se dostikrat v tem anekdotičnem smislu spraševal, ne, ali je res ena taka bolezen na koncu blagoslov, ali je mogoče v naši zavesti kakšen drug mehanizem, ki bi ga lahko vključili, da bi se zavedali lepote tega trenutka, brez da smo recimo na smrt bolni. Tisto, na kar bi rad opozoril, sta dve besedi, ki sta si izjemno podobni. Ena je sprijazniti se, ena je sprejeti. Če se mi sprijaznimo z boleznijo, pomeni, da smo opustili upanje, pomeni, da smo opustili željo, strast, potrebo po aktivnem življenju znotraj okvirov tiste bolezni. Sprejeti to bolezen pa pomeni jo vzeti kot eno okoliščino, ki vpliva sicer na to, kakšne so moje današnje izbire, kakšne so moje današnje odločitve. Ampak znotraj teh okoliščin si znam najti trenutek zase,
si znam najti način, na katerega lahko živim, tako da mi je mogoče prijetno, da sem radosten, vesel in nenazadnje tudi zadovoljen. Torej, ne se sprijazniti z boleznijo, vendar jo sprejeti kot nekega sopotnika, kot neko okoliščino, ki postavlja zelo, zelo krute včasih okvire, znotraj katerih se mi zdaj lahko premikamo, ampak če se ne začnemo boriti s temi okviri, ki so včasih nepremagljivi, ampak znotraj njih najdemo en modus vivendi, je potem lahko življenje v takih zelo zahtevnih situacijah še vedno lahko prijetno, znosno in mirno.